Nadaljujemo pa z rubriko, ki mi je v letošnji sezoni najbolj pri srcu. Če me poznate, namreč veste, da imam rad prav vse otroke. Tudi tiste, za katere moram plačevati preživnino. A tudi tiste, ki čeprav niso nikoli naredili DNK testa, vztrajajo pri tem, da me kličejo oči. Najrajš pa imam tiste, ki nam po pošti pošiljajo ilustracije o temah, s katerimi se te dni soočamo. A si jih pogledamo par? Pa dajmo si pogledati v rubriki Otroci. Prvo ilustracijo je narisala 12-letna Veronika iz Škofje Loke, imenuje pa se Velikonočni veliki oči. Ok, to je slika golega gospoda, ki ima na trebuhu potico in šunko. Na srečo ima pa vsaj spodnjice gor, da ne vidimo tudi njegovih pirhov. Veronika, zelo lepa risbica, ampak previdno, ko rišeš svoje starše, uči se iz mojih napak. Riši ju, ko sta na kavču, ne ko sta v spalnici. Druga slika je od 9-letnega Tomija, gre pa za mami na sestanku. Še en primer zglednega starševstva. Tomi, zdaj, mami ne zgleda najbolj spoštljivo, ampak verjemi mi, obstajajo veliko slabši načini, kako služi denar v spodnjem perilu, ok? Pejmo naprej. Tretjo risbico je poslal 13-letni Anže iz Maribora, naslov pa je Gospod brez žogic. A če se ne motim, je to... to je seveda gospod Arsenovič. Narisal pa je 13-letni očividec, ki je videl Arsenovičev napad na otroka. Anže, najlepša hvala za poslano slikco, ki je hkrati tudi fotoskica in dokazno gradivo. Predlagam, da ga neseš na najbližjo policijsko postajo. Četrto sliko pa je ustvarila Katja, imenuje pa se Jezusovo vstajenje. To mora biti njegovo drugo vstajenje, prvo je bilo verjetno ob 8, prednje pritisnil gumb, zadremeš. Hvala, Katja. Naslednja risba prihaja iz domišljije 10-letnega Aleša, ki je narisal sliko s preprostim naslovom Gasilci na delu, ko gasijo hišo. Super risba, Aleš, sam naslov me malo moti. To namreč ne zgleda kot gasilci, ki gasijo, ampak bolj gasilci, ki so zadnji ostali na kresu. V vsakem primeru zelo lepo. Zadnja slika pa je delo 15-letnega Matica z naslovom Ameriški predsedniki. Zdaj bom pa uganil, kdo je kdo. Prvi je valjda Obama, ker je temnopolt, drugi je Trump, ker je oranžnopolt, tretji pa je Joe Biden, zato ker spi na odru. Zelo natančno Matic, samo da se v resničnem življenju ne bi nikoli držali za roke, se meni zdi. Moram pa omeniti, da Bidenu tudi ne smemo zameriti, da je zmer tako zaspan. Dolgo življenje je imel. Šel je od zadnjega črnega sužnja do prvega črnega predsednika. Kakorkoli, to so bile najboljše ilustracije tega tedna. Tudi risbe vaših pobalinov se lahko znajdejo na oddaji, če je le-ta dober z barvicami ali pa vsaj politično indoktriniran. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.